Anja, če bi bilo to tretje mesto na tekmi svetovnega pokala, evropskega prvenstva ali svetovnega prvenstva, bi bili prav tako nasmejani, pa tudi zadovoljni, ker gre za dodatne olimpijske kvalifikacije, je bilo v velikem finalu, A-finalu prostora zgolj za 2 tekmovalki, ampak odlični ste bili večji del proge. Ja, jaz sem 8 mesecev po porodu, imam 8-mesečnega sinčka, res sem dala vse od sebe, vse sem stavila na to, da mi bo danes ratalo. Zelo dobro sem vozila prvih 400 metrov, res sem se odlično počutila, ampak zadnjih 100 se je telo udalo, roke so ratale trde in ostale 2 tekmovalke so prihajale naprej. Nič ne morem spremeniti, da bi bilo boljše, meni je važno, da sem dala res vse od sebe. Na koncu je res malo zmanjkalo, ampak meni je važno, da sem se res potrudila in sem kljub temu zelo zadovoljna. Ampak tudi današnji dan je bil v zelo podobnem tempu, suvereni ste bili v kvalifikacijah, tudi izredno hitri, kasneje v finalu. Dobro ste pripravljeni? Ja, zanimivo je to, da sem iz dneva v dan boljša. Praktično treniram na vodi šele od februarja, torej kar sem naredila zdaj v 3-4 mesecih je res nekaj neverjetnega. Tudi sama sem si rekla v cilju, da bi bila dodatne kvalifikacije, čez 2 tedna bi imela še 2 tedna in bi mi sigurno ratalo, ampak ni, je bilo zdaj. Tako da ja, danes se odlično počutim. Mislim, da je to tudi ena tista stvar, ki je naredila danes spremembo, ker do zdaj na treningih sem vedno počasneje štartala in sem sproti dobivala hitrost, danes pa je šlo od prvega zaveslaja in res sem se dobro počutila in mislim, da je bilo tisto malo preveč, ampak še vedno sem dala res vse od sebe. Borila sem se do zadnjega zaveslaja, žal je malo zmanjkalo, ampak nisem nič, kar bom rekla, da nisem nezadovoljna ali karkoli. Jaz sem dala vse od sebe, malo je zmanjkalo, ampak nič za to. Verjamemo in tudi vidimo, da nekako da se vaša pripravljenost bliža tisti pred porodom, pa vendarle zato vas želim to vprašati. Proti koncu smo videli vaš nasmeh, pa potem nam ni bilo jasno, ali ste že tako prepričani v vse skupaj. No, mimo vas je enkrat poletela tudi račka, pa potem nismo vedeli, kam bi dali ta nasmeh. Ne, to je moje dihanje, on tako zobe priprem pa diham, pa marsikdo misli, da se smejem, ker na vseh slikah izgleda, da se smejem, samo se govorim in je težko. Ampak ne, zadnjih 100 metrov so druge 2 tekmovalke bile hitreje, one so finiširale, moje telo pa res ni moglo več, res sem se borila, ampak so bile hitrejše, ampak lahko rečem, iz dneva v dan sem res hitrejša, praktično po porodu se sem tukaj borila za mesto na olimpijadi, to ni bila kar neka tekma, je bilo res pomembno in mislim, da zelo je bilo blizu, ampak kaj če tako je. Sem mislil, da bo teh 36 stotink sekunde pustilo kaj grenkega preizkusa, pa vidim, da ne. Pa vendarle, Anja, ne samo, da se spored vsega do danes končuje, nadaljuje se s tekmo svetovnega pokala. Kaj vam je današnji dan dal, preden zares greste po vodni tekmi svetovnega pokala, ki bo potekala od jutri do nedelje? Ja, res je bilo blizu, ampak druge 2 tekmovalke so bile boljše, res ne bi mogla nič spremeniti, tako da res sem vesela za njo, da grejo mislim, da obe grejo na svojo prvo olimpijado, tako da jim čestitam. Zdaj se začne dejansko svetovni pokal, prvi svetovni pokal, čez 2 tedna je še en. Sprememba je ta, da nastopim tudi z Mijo v dvojcu. Nazadnje smo sicer veslali 24. februarja, ampak smo rekli, nič, gremo probat na vse ali nič. Vemo, da veslava dobro, se objavimo super v čovnu, tako da upam, da bomo tudi jutri pokazali in jaz vem, da sem iz dneva v dan boljša, tako da na olimpijadi ne bom nastopila, jih bom pa z veseljem gledala iz kavča doma.